Torej, dobili smo zeleno luč za začetek. Pozdravljeni. Moje ime je Eva Gračanin. Trenutno danes bom v dvojni vlogi. Malo bom moderirala današnji dogodek, malo bom pa tudi predstavila en del vsebine. Smo si pa pri Društvu Legebitra in pri Zavodu Transakcija zamislili današnji dogodek na način, da bomo najprej imeli predstavitve magister Lynn Julian Koletnik, direktor Zavoda Transakcija. Potem bom imela predstavitev jaz, Eva Gračanin iz Društva Legebitra, in na koncu še, moram se v tretji osebi naslavljati, in potem še in potem še Maja. Maja, zdaj mi je pa všel tvoj priimek. Ličen. Maja Ličen predstavlja študentski projekt. Imam napisan, hvala. Bo predstavlja študentski projekt in sicer rezultate intervjujev znotraj projekta Uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola v Sloveniji. Temu delu, tam pol ure 45 minut bo trajal, bo pa sledila tudi diskusija, kjer bom pa povabila tudi vas, občinstvo, k besedi. Pa bi prosila za začetek kar Lynn, da nam predstavi oziroma kontekstualizira pravno priznanje spola. Zdaj pa dela, ne? Okej. Lep pozdrav še v mojem imenu, in v imenu Zavoda Transakcija. Iskreno me veseli, da vas lahko pozdravim v takem številu, ker to, vašo udeležbo vidim kot, vseeno je treba razmišljati, da ta dogodek smo, naredile, ob 8. marcu, kar je dan, ob katerem prepogosto, v medijih in v feminističnih in ženskih organizacijah poslušamo samo o tematikah cisspolnih žensk. Zdi se pa nam, da je za razvoj sodobne moderne družbe nujno potrebno, da se, v te diskurze vključujejo tudi tematike vseh spolnih in, seksualnih manjšin, torej LGBT plus, in, v tem kontekstu tudi, transspolnih oseb, predvsem transspolnih žensk. Jaz sem včeraj bil na premieri, filma Odraščanje. Predvidevam, da ga je kar nekaj od vas že videlo, če pa ne, pa, ga zelo priporočam. Je pa zgodba o, Jedrt in Daji in njunem sinu. In film je v bistvu, poleg tega, da je kontekstualizacija, referenduma 2015, ki se ga na žalost večina nas precej dobro spomni, in poleg tega, da je film zelo nekako humoren in realističen in žalosten, me je spomnil na nekaj, kar želimo, kar smo v bistvu želeli s tem dogodkom tudi doseči, in to je, da potrdimo oziroma utrjujemo dejstvo, da je, zavzemanje za legitimacijo, človekovih pravic bi naj bila neka etična drža vseh, ne samo tiste manjšine ali pa manjšine znotraj manjšine, katero specifična tema zavzema. Tako da, pri pravnem priznanju spola, želimo temu odpirati širše, kot da je samo odgovornost transspolnih oseb ali pa transspolnih aktivistov, ampak, menimo, da je, tema in, solidarnost pri tej tematiki ključnega pomena z LGBT plus organizacijami, ženskimi feminističnimi organizacijami. In nekako, upam si trditi, da, bi to, kar v bistvu je pravno priznanje spola, torej, pravica za svobodno izražanje in za zahtevanje legitimacije in legalizacije naše intime, nekako skupni imenovalec vseh feminizmov, torej tudi transfeminizma. Zdaj pa potem, malo, uvodnem delu še jaz preidem na bolj vsebinski del svoje predstavitve, in sicer to je, kaj je pravno priznanje spola.
Pravno priznanje spola je v bistvu postopek spremembe uradnih podatkov o spolu in večinoma tudi imenu, ni pa nujno, v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice oziroma posameznika. Pravno priznanje spola bi moralo biti osnovano na eni sami postavki in to je samoidentifikacija. Osebe pa bi morale imeti svobodno voljo in avtonomijo do oblikovanja svoje spolne identitete. Idealen postopek za pravno priznanje spola bi torej v bistvu bil zelo kratek in dokaj dolgočasen administrativen postopek, če si predstavljamo. Tako kot je večina postopkov, ki jih upravljamo na uradih, na upravnih enotah, ko se nam pač ne da tja iti v tiste vrste, to bi naj bilo tudi pravno priznanje spola. Nič drugega, nič večjega. Zdaj pa še poglejmo, kaj pa je, vsaj v Sloveniji, pravno priznanje spola. Slovenija kot večina držav nima posebnega zakona, ki bi urejal pravno priznanje spola in tudi nima nekega specifičnega zakona, ki bi urejal pravice transspolnih oseb. V Sloveniji je pravno priznanje spola urejeno v pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru, ki ga udejanja Ministrstvo za notranje zadeve. Pravilnik pa uporablja dikcijo sprememba spola, ki je zastarela in nespoštljiva. Sicer v kontekstu tega večera se bo ta dikcija uporabljala v specifičnih primerih, kadar bomo govorili točno o tem, kaj ta zakonodaja pravi, ampak se nam pa zdi vseeno ključnega pomena, da ob tem tudi izpostavimo, da je ta dikcija ne v redu in da tudi pojasnim v tem momentu, zakaj. Ker to je diskurs, ki je tudi širše prepoznan, ne samo v kontekstu prava, ampak jemlje nek dogodek, ki je v tem primeru menjava dokumentov, večinoma pa začetek hormonske terapije ali pa genitalno operacijo kot trenutek, kdaj bi transspolna oseba naj spremenila svoj spol. In to je popolnoma napačno razmišljanje, zaradi tega, ker transspolne osebe ne spreminjamo svojega spola, ampak ga samo potrjujemo na zelo različne načine in s tem korigiramo to, kar nam je bilo napačno pripisano ob rojstvu. In pravno priznanje spola je pač eden od načinov, kako potrjujemo svoj spol, ne pa karkoli spreminjamo. V Sloveniji pa ta 37. člen, imenovan sprememba spola, pravi: sprememba spola se vpiše na podlagi odločbe pristojnega organa o spremembi vpisanega podatka. Podlaga za izdajo odločbe je potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol. Pred vpisom spremembe spola v register mora matičar zahtevati določitev nove EMŠO. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda s podatkom o novem spolu, brez zaznamka o spremembi spola. Nujen element te dikcije je torej oseba je spremenila spol. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru s tem členom v bistvu pravi, da mora oseba na upravno enoto dostaviti potrdilo pristojnega zdravnika oziroma zdravnice, iz katerega je razvidno, da je spremenila spol. Hkrati pa ni nikjer natančno zabeleženo, kaj v bistvu pomeni sprememba spola in kdo bi ta pristojna zdravnica oziroma zdravnik naj bili. Iz tega lahko oblikujemo samo neko vizijo, kdo bi te osebe naj bile. In v praksi kaže, da sta to psihiatrinja oziroma psihiater, ki delujeta v interdisciplinarnem konziliju za potrditev spolne identitete tukaj v Centru za mentalno zdravje. Torej, to sta dve osebi, ki sta na voljo v celi državi, da to izvedeta, kar pomeni, da morajo tudi vse transspolne osebe iz vse države hoditi v Slovenijo, v Ljubljano opravljati ta postopek. Hkrati pa takšna, kot je ta dikcija, oziroma takšen je, kot je ta člen, zahteva od transspolnih oseb, da za spremembo spolnega identifikatorja pridobijo diagnozo motnje spolne identitete, natančneje F64 transseksualizma, kar je klasificirano kot duševna motnja. Kar pomeni, da v primeru, da bi nek postopek, ki bi naj bil res dolgočasno administrativen,
lahko transspolna oseba uredila, mora pridobiti diagnozo za tekom celega svojega življenja. Trenutna ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji tako krši več človekovih pravic, in sicer pravico do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, do osebnega dostojanstva, varnosti, zdravja in zasebnosti. Kakšni so pa trendi iz tujine? Glavni trend je vsekakor samoidentifikacija. Priporočila Sveta Evrope določajo, da bi pravno priznanje spola naj bilo urejeno hitro, transparentno in dostopno. Hitro pomeni, da bi se naj izvedlo v nekem dokaj hitrem upravnem postopku, torej ponavadi so to, 3 tedni ali pa 30 dni. Dostopno, da bi naj bilo dostopno vsem transspolnim osebam, ne glede na spolno identiteto, zaradi tega, ker ogromno teh postopkov je vključujočih samo za osebe, ki se identificirajo znotraj binarnega spolnega sistema. Potem je eden od pogojev oziroma ovir je tudi starost oziroma mladost, zaradi tega, ker za marsikatero transspolno osebo pravno priznanje spola ni dosegljivo, če je stara pod 18 let. Eden drugi pogoj je tudi zakonski stan, od nekaterih oseb se namreč zahteva, da se ločujejo v določenih državah itd. Torej, vse to bi naj bilo neupoštevano, ampak bi bilo naj dostopno vsem in pa transparentno, kar pomeni, da bi postopek bil zelo jasno opredeljen in zapisan, torej ne takšen, kot sem ravnokar razlagal, da je postopek tukaj, kjer si lahko razlagamo po svoje, kako ga udejanjati, ampak da bi naj bilo res zelo specifično jasno, kako in kaj. In to bi naj zagotavljale vse države članice Sveta Evrope, vključno Slovenijo. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je aprila 2015 v resoluciji 2048, ki specifično naslavlja človekove pravice transspolnih oseb, sprejela sledečo smernico, in sicer prepoved prisilne sterilizacije, medicinskih posegov in ali diagnoz področja duševnega zdravja kot pogojev za pravno priznanje spola. Slovenija tudi tukaj pade skozi. Sicer pa v Evropi imajo Danska, Irska, Malta in Norveška zakone, kjer je pravno priznanje spola urejeno na osnovi samoidentifikacije, in trenutno v Evropi nasplošno v več kot 20 državah poteka proces reforme postopkov pravnega priznanja spola, Slovenija pa ni med njimi. Kar sicer ne pomeni, da mi nismo že kar nekaj poskušali narediti na to tematiko, ampak sedaj pa besedo prepuščam Evi, ki bo opisala, kakšni so ti naši zaenkrat neuspešni poskusi bili. Najlepša hvala, Lin. Tako kot je povedal že Lin, v bistvu se v Sloveniji zelo intenzivno ukvarjamo s pravnim priznanjem spola oziroma skušamo odgovorne in pristojne uradnice, uradnike prepričati, da ga je treba urediti v skladu s človekovimi pravicami že nekako od leta 2014. Ne? Tako da vedno, ko smo imeli nacionalno srečanje, strokovno srečanje z področja transspolnosti, ki se imenuje Transmisija, prva je bila leta 2014, zadnja pa lani leta 2017, in na vseh teh 4 strokovnih srečanjih je bila vsaj ena od tem pravno priznanje spola. Moramo vedeti, da se je teh srečanj ponavadi udeležilo tam med 50 in 60 ljudi, da so bili na teh srečanjih tudi osebe iz različnih ministrstev, iz mestne občine Ljubljana, predstavniki konzilija za medicinsko potrditev spola, mislim, da se tako imenuje, za potrditev spolne identitete. Hvala lepa, Lin. Tako da v bistvu smo vedno tudi na teh nacionalnih srečanjih nagovarjali publiko, ki bi lahko v okviru svojega dela poskušala pravno priznanje spola urejati v skladu s človekovimi pravicami, tako kot je že omenil Lin. Potem smo recimo maja 2015 celo oblikovali medresorski sestanek, ki se ga je udeležila predstavnik Transakcije, Legebitre in pa krovne evropske organizacije Transgender Europe. Bili smo pa na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zdaj te veliko teh kratic videli, bom razvezala, da boste vedeli, kaj pomenijo. Potem Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za zdravje. Predstavniki Ministrstva za pravosodje in pa Ministrstva za javno upravo se pa tega sestanka niso
udeležili oziroma se niso na vabilo niti odzvali. Skušali smo na tem sestanku pojasniti, s kakšnimi vse preprekami se posameznice, ki nimajo urejenih dokumentov, srečujejo v vsakdanjem življenju. Kako je dvigant recimo priporočeno poštno pošiljko, če se tvoj spolni izraz ne ujema s tistim, kar piše v tvojih dokumentih. Kako je v bistvu jih strah, da jih ustavi policija in jih legitimira. Kako je prečkati mejo. Tako da smo poskušali na res praktičnih primerih tudi v sodelovanjem predstavnika Transgender Europe pokazati, kako nujno je urediti pravno priznanje spola v skladu s človekovimi pravicami in predvsem v skladu z resolucijo Sveta Evrope 2048, ki jo je predstavil tudi že Lin. Decembra 2016 smo se udeležili konference Združenja upravnih delavcev Slovenije. Tukaj moram povedati, da imamo zaveznico, predsednico Združenja upravnih delavcev Slovenije, Bojano Zadravec. V bistvu je Bojana povabila Lin, da predstavi, kje so težave pri pravnem priznanju spola, in v bistvu Bojana nekako razume, kje so težave in tudi podpira naše prizadevanje, da bi se to področje čim prej uredilo v skladu s človekovimi pravicami. Zdaj, zadnji sestanek sem udebelila, pa ne zato, ker bi bil to super pomemben sestanek, ampak zato, ker v bistvu smo na tem sestanku izvedeli nekaj zelo pomembnega, kar se je dogajalo potem večino leta 2017, ampak o tem mečkano kasneje. Ampak v glavnem, hočem povedati, da smo se pri društvu Legebitre, pri zavodu Transakcija, pri tudi potem Združenju upravnih delavcev Slovenije, predvsem Bojana Zadravec, res nekako poskušali pogovarjati z ključnimi deležniki, da bi res začeli s spremembo vsaj 37. člena tega pravilnika, da bi se vsaj izločilo, da ni več potrebno prinesti potrdila. Se pravi, da oseba samo z lastno izjavo pove, lejte, jaz želim, da se mi stori to in to in to, in bi bilo to potem dovolj. Potem smo poskušali sodelovati z različnimi političnimi strankami, ki so v Slovenskem državnem zboru, in smo dosegli, da je dr. Tadej Tašner Vatovec iz stranke Levica decembra 2016 vložil prvo poslansko vprašanje, ki ga je naslovil na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in pa na Ministrstvo za notranje zadeve. V tem vprašanju je bilo v bistvu jasno povedano, da je treba nujno čim hitreje urediti pravno priznanje spola v skladu s človekovimi pravicami. Kaj se je pa zgodilo? Doktorica Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, je v bistvu preložila potem odgovornost za to spremembo na Ministrstvo za notranje zadeve, ministrica magistra Vesna Györkös pa potem nazaj na Ministrstvo za delo. Tako da se tukaj nenehno vleče ta zgodba o tem, katero ministrstvo je sploh pristojno. Se pravi, sploh se ne pogovarjamo o vsebini, pogovarjamo se še o prvi točki, kdo za vraga v Sloveniji je pristojen za to, da preoblikuje 37. člen tega pravilnika na način, da izbriše samo zahtevo po potrdilu zdravnice oziroma zdravnika. Ministrstvo za notranje zadeve se je v tem odgovoru na poslansko vprašanje celo zavzelo za to, da ni okej, da je pravno priznanje spola urejeno v nekem podzakonskem aktu, kar je ta pravilnik, ampak da je treba oblikovati nek zakon, ki celovito naslavlja človekove pravice transspolnih oseb. Ja, se strinjamo. Je pomembno in je potrebno, ampak ali se res lahko v Sloveniji zedinijo politične stranke, spišejo tak zakon v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, kjer upoštevajo potrebe transspolnih oseb v tem trenutku, ko imamo za sabo 2 referenduma o družinskem zakoniku, in ali je res lahko v tem trenutku sprejmemo v Sloveniji tak zakon, ki bo potem to na ta način urejal. Ne? Jaz mislim, da v tem trenutku tega ne moremo, lahko pa Vlada Republike Slovenije samo iz tega pravilnika izbriše to zahtevo po zdravniškem potrdilu, kar bi bilo relativno enostavno, ker to lahko naredi vlada brez podpore parlamenta. In na ta način bi vsaj deležu oseb, ki potrebujejo pravno priznanje spola, jaz bi res rada poudarila, potrebujejo pravno priznanje spola, da ga uredijo na nek tak zelo human način. Ne? Znotraj sicer binarnega sistema, ampak vsaj za ta del oseb bi bil potem to pravno priznanje spola dostopnejše.
Potem je tudi Alenka Bratušek maja 2017 vložila drugo poslansko vprašanje, obema ministrstvoma dodala še Ministrstvo za zdravje, da bi ja poskušali dobiti neke konkretnejše odgovore, kdo je pristojen, kako naj se to uredi, spet nič konkretnega, ne. Razen da je recimo se Ministrstvo za za notranje zadeve v tem trenutku vsaj strinjalo, da je potrebno tudi preoblikovati ta 37. člen pravilnika, ne. Potem je pa spet dr. Tadej Tašner Vatovec iz stranke Levica dal pa pobudo na Vlado Republike Slovenije, ker smo mi že obupavali, ker so si podali to pristojnost, kdo je zdaj pristojen za spremembo tega pravilnika kot neko ping-pong žogco, je pa podal pobudo na Vlado Republike Slovenije, ne. Naj nemudoma v bistvu uredi pravno priznanje spola na način, da bo nediskriminatoren in da se naj nemudoma spremeni ta 37. člen pravilnika, da ne bo več potrebno priložiti zdravniškega potrdila in da se tudi hkrati pristopi k oblikovanju nekega posebnega zakona, ki bo urejal pravice transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb in bo to v skladu s resolucijo Sveta Evrope 2048, ki jo je predstavil tudi že Želin. Spet nič zgodilo. V tem času, ko sem prej omenila tisti februarski sestanek Zavoda Transakcija in društva Legebitra pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bila tudi predstavnica Ministrstva za notranje zadeve in na tistem februarskem sestanku smo izvedele, da je Ministrstvo za notranje zadeve poslalo vsem upravnim enotam dopis in sicer na podlagi odgovora Ministrstva za zdravje in ta dopis v praksi pomeni, da so zdaj upravne enote od oseb, ki so vložile vlogo za pravno priznanje spola po tem 37. členu, zahtevale kar naenkrat celo potrdilo, da so spremenile spol in sprememba spola je v njihovem razumevanju bila operacija genitalij. Od vseh so to zahtevale. Ker naj bi tako zahtevala slovenska zakonodaja. Seveda to ni res. Zato, ker slovenska zakonodaja ne govori o tem, kaj sprememba spola sploh pomeni in do tistega februarja, do tega dopisa so osebe samo lahko pridobile to diagnozo in je bilo ponavadi to dovolj. Na srečo je 6. aprila 2017 Evropsko sodišče za človekove pravice objavilo odločitev in sicer so 3 osebe vložile tožbo proti Franciji in Evropskem sodišču za človekove pravice, ker v bistvu je država Francija zahtevala od vseh oseb, ki so šle skozi postopek pravnega priznanja spola v Franciji, tudi sterilizacijo. In Evropsko sodišče je reklo, da v bistvu nobena država ne more siliti nobene osebe, da mora biti za nek administrativni postopek podvržena kateremukoli postopku medicinskemu, ki v veliki verjetnosti vodi potem do sterilizacije. In operacija genitalij vodi ponavadi v sterilizacijo. Problem ni, da si osebe želijo oziroma potrebujejo operacijo genitalij, problem je, da to država zahteva potem od vseh oseb, ki si želijo pravno priznati spol. Hkrati, to je zdaj en tak mečkan ekskurs, je sodišče Evropsko za človekove pravice odločilo, da pa prisilni zdravniški pregled ali pa diagnoza motnje v duševnem zdravju nista v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in 8. členom, ki govori o spoštovanju pravice do zasebnega življenja in družinskega življenja. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker je to pa na nasprotju s to resolucijo Sveta Evrope in pa tudi v nasprotju s prizadevanji aktivistov in v nasprotju z v bistvu progresivnejšimi zakonodajami v Evropi, kot so recimo, omenil jih je tudi Želin, Danska, Norveška, Irska, Malta, ne. Ampak Evropsko sodišče za človekove pravice itak vedno gradi potem tudi te svoje sodbe in lahko ugotovi, da se je recimo v kakšni sodbi za nazaj tudi zmotilo. Hkrati smo mi ugotovili, da je ta dopis, ki ga je poslalo Ministrstvo za notranje zadeve vsem upravnim enotam, tudi kršitev 35. člena Ustave, ta govori o nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti in pa osebnostnih pravic. Ampak, ko smo mi poslali ta dopis, odziva ni bilo nekaj časa, ne. Tako da s februarja smo mi izvedeli, da obstaja ta dopis Ministrstva za notranje zadeve, mi smo takoj Zavod Transakcija, društvo Legebitra spisale dopis na ministrstvu in vse to
povedale. To je storil tudi Amnesty International, ampak nič, ni bilo odgovora. Dokler nismo potem s pomočjo Mitje Blažiča predstavili to kršitev na medresorski komisiji za človekove pravice, ki je bila pa junija 2017. No in tik pred izvedbo te medresorske komisije, je v bistvu ministrstvo preklicalo ta dopis. Preklicalo sem dala v narekovaje zato, ker oni trdijo, da to ni preklic dopisa, sam trdijo, da je to dopolnitev tistega prvega dopisa, čeprav je vsebina diametralno nasprotna. Pač tako deluje to pri nas. In sicer zdaj so pa pač rekle, da ja, seveda, ne more nobena uradnik, uradnica zahtevati od osebe, da predloži potrdilo, skozi kakšne medicinske postopke je ta oseba šla, da je dosegla to stanje, spremenila spol, ne? Da je ta oseba spremenila spol. Tako da tudi Ministrstvo za zdravje je potem obrazložilo, da je irelevantno, na kakšen način je oseba spremenila spol, da je dovolj samo potrdilo psihiatrične ustanove, še vedno je pač potrebna tukaj diagnoza, v katerem je nedvoumno potrjeno zgolj dejstvo, da je oseba spremenila spol. Se pravi, ravno nasprotno od tistega, kar je ministrstvo trdilo v prvotnem dopisu. Tako da mi smo se začeli ukvarjati s področjem pravnega priznanja spola, želeli smo stvar speljati na bolje in potem smo v 3 letih ugotovili, da so storile pristojne osebe ravno obratno, ne. Tako da smo zdaj na neki točki, kjer se je povrnilo v prvotno stanje, se pravi, je zdaj potrebno res samo potrdilo psihiatrične ustanove, da je oseba spremenila spol, se pravi, samo to, ta dikcija mora biti noter v potrdilu. Nismo pa še uspeli narediti nekega koraka naprej. Jaz tukaj vedno pomislim na te besede od Gandija, ne. Kako že gre? Najprej te ignorirajo in na začetku so nas ignorirali, potem se ti smejijo, potem se ti, kako že gre, Mitja? Potem ti nasprotujejo in potem zmagaš, ne. Tako da zdaj smo v tej fazi nasprotovanja. Še malo in tukaj bi res potem potrebovali vašo pomoč. Zdaj, jaz vem, da sem vam povedala ogromno nekih pravnih zadev, in ogromno nekih sestankov je bilo. Ja, veliko govorim, vem. Ja, jaz zamujam 3 minute, ne? Ampak tukaj so še ena orodja, ena je na spletni strani transakcije, kjer si lahko več preberete o pravnem priznanju spola. Kakšno je trenutno stanje v Sloveniji, kakšne so progresivne smernice, kakšna je resolucija Sveta Evrope. Potem, pa tudi tam je med materiali mi je zdaj povedal Lin. Nekaj tudi najdete na Narobo blogu in pa na spletni strani lgbtpravice.si. Jaz bom zdaj preklopila mogoče vseeno, pa izjavo prepustimo za konec, pa bi dala besedo še Maji Ličen, da predstavi še... Sem se zapomnila. Nimam komentarja. Ti dam svoj mikrofon lahko. Tako da bo sem toliko počakala ali pa da naredim preklop med projekcijama. Hvala. Mogoče bo že vseeno kar začnem. Predstavila vam bom manjši, a precej pomemben del raziskave. Namreč v okviru javnega razpisa projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem, študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018, je bil potrjen oziroma prijavljen tudi projekt uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola v Sloveniji. No, prijaviteljica tega projekta je bila Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, projektna partnerica pa društvo Legebitra. Izhodiščni problem, ki ga naslavlja sama raziskava, je pomanjkanje skoraj vsakršne pravne varnosti kot ene od ključnih prvin načela pravne države pri uveljavljanju pravic transspolnih oseb v Sloveniji. Torej tisto, kar smo danes že slišali. Tako je ta obširna naloga, ki je nekako produkt te raziskave, sestavljena iz več prepletenih delov. Zdaj si ti na vrsti? Saj so samo 3. Ja, iz več prepletenih delov in osrednji del te naloge
predstavlja pravna razsežnost, kjer je izdelana študija, ki obsega analizo trenutne pravne ureditve na tem področju pri nas in pa primerjalno pravno analizo tega področja v evropskem pravnem prostoru. Druga je upravna, ki proučuje, kako v praksi potekajo upravni postopki v zvezi s pravnim priznanjem spola. Tretja je medicinska, saj so pri nas, ko smo slišali stališča oziroma mnenja medicinske stroke, še vedno pomemben dejavnik oziroma vmesni dejavnik v tem postopku pred upravnim organom in zato je bila tu nujna za analizo trenutnega stanja. In četrta, o kateri sem največ delala jaz, je sociološka razsežnost te naloge, ki je tako kot vse razsežnosti pač prisotna tako rekoč pri vseh vidikih. In zdaj ta temeljna sociološka razsežnost oziroma kar je temeljno pri tej razsežnosti je, da se naloga veže na razumevanje osebnih mnenj in izkušenj transspolnih oseb, ki so ali so oziroma so bile udeležene v postopkih pravnega priznanja spola. To pomeni, da nekako se združi nek opis dejanskega stanja, ki ga zajema pravo, ki ga obravnava medicina, kot se ga dotikajo upravni organi in pa ta pomemben aspekt pri opisovanju stanja, kot ga doživljajo same osebe, ki so pač del tega postopka. V tem delu so bili za pridobitev relevantnih podatkov s temi osebami opravljeni obsežni, nekako polstrukturirani intervjuji, ki sem jih opravljala in potem seveda tudi analizirala. In v namen analize sem opravila 7 intervjujev s transspolnimi osebami, ki so vodene v ambulanti za spolno zdravje, ki deluje v okviru Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, kot smo danes tudi že slišali. In s pomočjo teh intervjujev sem analizirala postopek pravnega priznanja spola v Sloveniji, kar pa se je kasneje v sami raziskavi primerjalo tudi s tem, kako ta isti postopek popisuje tudi medicina in kako upravne enote. Zdaj pa. Okay. No, nisem popravila, tista pika je odveč, se opravičujem. Analiza intervjujev je znotraj študije ustavljena v poglavje Analiza stanja v Sloveniji na podlagi izkušenj transspolnih oseb in je del tega širšega, daljšega poglavja Analiza stanja v Sloveniji. In kot sem povedala, je šlo za 7 teh intervjujev. Morda je pomembno, da povem, da so se vse osebe identificirale kot transspolne ali pa cisspolno nenormativne in da so bile v ambulanti vodene med 14 in 1 letom, zdaj pa intervjuji so bili opravljeni poleti 2017, tako za občutek. In za današnjo predstavitev rezultatov analize sem to zadevo nekoliko prilagodila, predvsem zaradi časovne omejitve, tako da bom v bistvu po tematskih sferah, ki sem jih imela oziroma ko smo se pogovarjali z osebami, nekako poskusila tudi samo analizo narediti. In prva tema, zdaj moraš klikniti. Hvala. In prva tema, ki me pri raziskovanju zanimala, je bila v bistvu sama seznanitev z delovanjem ambulante za spolno zdravje. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker je to še vedno ta vmesni dejavnik pri pravnem priznanju spola. In kar se je tukaj pokazalo, je to, da večina oseb, zdaj večini, to je vse 7 intervjujev, ko govorim o večini, govorim o 4 nekje navzgor, ampak ja, 5 oseb je bilo seznanjenem, se je posvetovalo o samem postopku pravnega priznanja spola z Zavodom Transakcija. In nekako izrazila so te osebe, da je bil to obvezen vir oziroma brez tega vira ne bi šlo. 2 osebi, ki pa nista prišli do te ambulante preko Zavoda Transakcije, sta pa tako ali drugače osebi, ki sta začeli obiskovati to ambulanto pravzaprav še pred delovanjem samega Zavoda Transakcija. Zdaj, mogoče je tukaj še tisti trenutek, ko moram povedati, da so imele vse osebe, ki sem jih intervjujala, željo
po tranziciji oziroma so bile v tranziciji, in ko bom govorila o tranziciji, bom nekako govorila o tem širokem razumevanju tranzicije, ki jo nekako ločimo, jaz sicer ne maram teh poimenovanj, ampak nekako na medicinsko tranzicijo oziroma potrditev spolne identitete in pa na to, kar ni del medicinske tranzicije, torej lahko bi rekli socialna tranzicija, kamor pa spada samo pravno priznanje spola, pa tudi recimo sprememba imena na neformalni ravni, uporaba zaimkov, spolni izraz in tako dalje. No, in ob prvem obisku so imele vse osebe, ki sem jih intervjuvala, željo po vsaj enem izmed korakov vstopa v medicinsko tranzicijo. Največkrat je bila to hormonska terapija. Niso pa imele vse osebe nujno želje po, oziroma niso mogoče potrebovale pravnega priznanja spola. In tukaj se je že pokazala ta prva indikcija, ki se mi zdi zelo pomembno izpostaviti, namreč to, da se vse osebe morda ne želijo ali pa ne morejo imeti medicinske tranzicije, hkrati pa tudi to, da ni nujno, da si osebe želijo tudi spremembo imena oziroma spremembo spolnega identifikatorja, oziroma ni nujno, da si želijo oboje oziroma da potrebujejo oboje, ali pa celo to, da je omejevanje, tudi to so osebe namreč izpostavile, da morda ne želijo pravnega priznanja spola oziroma spremembo spolnega identifikatorja, ker je ta obvezno binaren. Potem je drugi sklop vprašanj, ki je bil vezan na postopek pridobitve potrdila psihiatra za upravno enoto. O tem potrdilu smo tudi že nekaj slišali. To potrdilo, ki se imenuje še vedno potrdilo o spremembi spola, bomo v nadaljevanju imenovala zgolj potrdilo. Tu pa se je že pokazalo, da je to eden izmed zelo pomembnih aspektov te raziskave, saj se vse bolj ali manj vrtelo okrog tega, kako zelo spremenljiva so ta potrdila. Zdaj, kako to mislim oziroma na kakšen način? Danes smo že slišali, da je nekako nujno trenutno, da na tem potrdilu piše, da je oseba spremenila spol. No, od teh 7 oseb, ki sem jih intervjuvala, niso imele vse osebe zapisano na teh potrdilih tega. Na nekaterih potrdilih je pisalo, da je oseba spremenila spol, da oseba živi v skladu s spolno identiteto, ali pa citiram, oseba živi v moškem oziroma ženskem spolu. Na enem izmed potrdil je celo pisalo, da oseba je spremenila spol s kirurškimi posegi, čeprav takrat oseba ni bila v medicinski tranziciji. Na nekaj potrdilih pa je pisalo tudi to, da ima oseba diagnozo transseksualizma. Se pa, kaj je zapisano na potrdilih, pravzaprav od potrdila do potrdila na osnovi teh 7 potrdil v bistvu razlikuje. Tudi sam časovni razpon pridobitve tega potrdila je bil zelo raznolik. Najmanj je čakala oseba na to potrdilo, ko je dala prošnjo znotraj ambulante za spolno zdravje, namreč vsa ta potrdila so izdali znotraj ambulante za spolno zdravje. Najmanj je torej čakala 3 mesece, največ pa kar 8 let. V povprečju pa so osebe potrdilo prejele v letu dni od prvega obiska v ambulanti, ko so tudi izrazile željo, da bi želele pravno priznati spol. Zdaj, tretji sklop vprašanj so bile pa same izkušnje z upravnimi enotami, spremembi imena in spolnega identifikatorja v matičnem registru, in ta del raziskave se pravzaprav zelo pokriva tudi s tem upravnim aspektom, ko sta kolegica in kolega dejansko delala neke teste z upravnimi enotami, klicala in spraševala in pridobivala zelo, zelo raznolike rezultate, ki so zelo podobni tem, ki jih bom tudi jaz predstavila. Zdaj, osebe, ki so imele na potrdilu zapisano, oseba je spremenila spol, s samimi upravnimi enotami niso imele večjih težav, ampak je pa ena oseba na neki upravni enoti bila s tem potrdilom zavrnjena.
Na drugi upravni enoti pa so to potrdilo sprejeli in storitev opravili. Se pravi, govorimo o istem potrdilu. Potem pa morda še tu zato izpostaviti izjema, da sta imeli večje težave, sta bili 2 osebi, ko sta to upravljali ravno v času dopisov Ministrstva za notranje zadeve, kar smo danes tudi že slišali. Se pravi, takrat se je postopek zelo, zelo podaljšal in je nekako zamrznil se postopek. Zdaj, tisto, kar je bilo najbolj presenetljivo, je bilo to, da na samih matičnih, na samih uradih nimajo posebnih obrazcev za spremembo spolnega identifikatorja, kar je pomenilo, da so osebam dajali zelo različna navodila, kako naj to prošnjo dajo. Nekatere osebe, natančneje 2 osebi, sta dobili navodila, da naj to napišete kar na hrbtno stran obrazca za spremembo imena. Druge osebe so dobile pred sabo bel list papirja in jim je bilo naročeno, naj napišejo pač prošnjo. In posledično se je razlikovala cena te storitve od upravne enote do upravne enote. Ene osebe so za storitev spremembe imena in spolnega identifikatorja ter izdajo nove osebne izkaznice plačevale okrog 70 €, druge pa okrog 150 €. Morda še to, da sam postopek na upravni enoti pravzaprav ne glede na to, ali je stekel bolj ali manj gladko ali ne, osebe opisujejo kot neprijeten in nediskreten, saj so bile po večini uradnice, uradniki, ki so jih sprejeli, v zadregi, saj niso vedeli, kako postopek speljati. Zato je potem tudi to, na hrbtno stran napišite bel list papirja, pa napišite prošnjo in tako naprej. Ja. Dobro. Zdaj pa 4. sklop vprašanj, ki se je vezal nekako na to medicinsko tranzicijo. Zakaj? Ker ravno zaradi tega, ker imamo trenutno v Sloveniji to tako zelo prepleteno in zato me je zanimal tudi ta aspekt. In ker je pač večina intervjujanih oseb imela željo, da z medicinskimi posegi potrdi spolno identiteto. Zdaj, tukaj je bilo pravzaprav izraženo izjemno nezadovoljstvo s celotnim sistemom. Osebe naj bi pridobile premalo informacij o tveganih in stranskih nekako učinkih, predvsem hormonske terapije. Potem posledica tega je, da so se nekatere osebe, ker se je postopek zelo, zelo podaljšal in ker so bili to zelo dolgi postopki, trajali so tudi več let, odločile, da po nekaterih korakih tranzicije gredo v tujino ali pa celo na črni trg. Prav tako pa v tujini opravljajo tudi druge kirurške posege. Saj ne bi bile čakalne dobe v Sloveniji predolge, hkrati pa naj bi predolgo čakale osebe na napotitev strani ambulante za spolno zdravje na te preiskave oziroma poseg. Zdaj, mogoče bi tukaj izpostavila samo še to, da se je izkazalo, da so te postopki zelo neusklajeni. Osebe so nasploh izpostavljale težavo s tem, da je ena oseba ni pridobila informacij, kdaj recimo pred operacijo mora prenehati s hormonsko terapijo in koliko časa po operaciji mora ponovno pričeti s hormonsko terapijo, in se je posvetovala z drugo osebo in druga oseba je dobila popolnoma drugačne informacije. Prav tako je ena oseba dobila napotitev za
za to, kako ravnati z brazgotinami po operaciji, druga jih ni oziroma je dobila popolnoma drugačne informacije. Skratka, nasploh so osebe opisale ta postopek kot neusklajen strani konzilija, ki podaja različne informacije in se med seboj o delovanju ne obvešča. Pa še ena stvar je zelo problematično, zelo problematično se jim zdi in se je izkazalo sam podatek o zamrznjevanju genskega materiala oziroma nasploh vse povezano s tem, kot da osebje ne bi vedelo, kakšne so posledice hormonske terapije in tako naprej. Zdaj pa še zadnja stvar. To pa so vprašanja, to pa je vprašanje, ko sem z osebami govorila o pravnem priznanju spola na osnovi samoidentifikacije, se pravi, zanimalo me je to mnenje oseb. In v grobem so se vse intervjujanke in intervjujanci strinjali, da bi moral biti postopek ločen na dva dela. Se pravi, ta, ki ga imamo zdaj. Prvi, ki bi poskrbel za hitro ureditev potrditve spolnega identifikatorja in imena v dokumentih, se pravi pravnega priznanja spola, in drugi, ki bi se ukvarjal z morebitno medicinsko tranzicijo. Prvi postopek bi torej popolnoma ločili od medicinske stroke, hkrati so izrazile, da ta argument, ki se pogosto uporablja kot protiargument, da argument množičnega vsakodnevnega spreminjanja spolnega identifikatorja enostavno ni mogoč, saj je odločitev, po njihovih besedah, saj je odločitev spremembe že tako težka in se ne spreminja iz dneva v dan. Hkrati bi se jim zdela tudi možnost nebinarnega spolnega opredeljevanja. Na tej točki so nekatere osebe izpostavile vsaj kot začasno rešitev kategorijo X. Želijo pa si tudi poenotene strukture dela upravnih enot. Zdaj, drugi del, se pravi postopka, torej medicinsko tranzicijo, pa nekako do tega pa so se nekako na dva dela delila mnenja samih oseb. Prvo mi je bilo, da trdijo, da bi ta del postopka morali ločiti popolnoma od psihiatrične stroke. Torej bi za na primer hormonsko terapijo prosila osebnega zdravnika oziroma osebno zdravnico, ta bi seveda napotil osebo po potrebnih preiskavah in potem bi pridobil pač strani endokrinologinje oziroma endokrinologa to terapijo. Drugi pa so bili mnenja, da bi za začetek postopka potrebovali nek pogovor, ki pa ni nujno vezan na psihiatrijo oziroma nasprotno. Zdi se jim, da bi to morda lahko počela neka strokovna oseba, celo neko svetovanje, kot ga morda zdaj dobivajo strani zavoda Transakcija. Zakaj? Ker pač kljub temu, da so si vse v veliki meri bile kritične do sistema, v katerega so vpete do sedaj, so od ambulante za spolno zdravje pričakovale več nasvetov, predvsem konkretnih odgovorov, pogovora o morebitnih dilemah, o spremembah, ki jih prinese, o samem postopku in tako dalje. Ta zaupanje o konziliji se je pač izjemno močno kazal. Morda bi za konec rada izpostavila še to, da se mi zdi ta aspekt, torej sama mnenja in izkušnje transspolnih oseb, ki so v te postopke vključene pri samem tem postopku oziroma pri pravnem priznanju spola, pri obravnavanju te teme nujna. Hkrati pa se mi zdi tudi ta pristop, ki ga je imela ta sama raziskava, torej ki zadeva recimo te 4 sfere in pokaže pravzaprav, kako se isti problem kaže v vseh sferah, pa daje seveda poudarek na osebne izkušnje, pravzaprav nujen, ker da neko široko sliko. To je pa to. Hvala lepa, Maja.
Mogoče bi jaz vseeno na tej točki za kratek čas, če ima kdo od vas kakršnokoli vprašanje, ki je povezano s tem, kar smo zdaj trenutno govorile, je mogoče zdaj trenutek, da lahko kakšno stvar še dodatno pojasnimo? Ti škripaš. To ne moram pojasniti. Okej. Ni problema, boste imeli še priložnost, da se oglasite. Jaz bi rada pa zdaj izkoristila trenutek za eno stvar, ki je tehnične narave, ki jo bom ponovila tudi proti koncu. In sicer tamle za kamero je miza, kjer so materiali, kjer dobite različne informacije o zavodu Transakcija, o pravnem priznanju spola. Vidim, da so tudi tam broške. Še posebej pa bi rada izpostavila medijski priročnik, ki je izšel lani, zdaj pa že lani, ki je izšel lani in ki v bistvu govori o tem, kako lahko mediji spoštljivo poročajo o življenju transspolnih oseb in vseh težavah in ovirah, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, tako da si ga lahko tudi potem po koncu vzamete. Smo si pa zamislili na današnji dogodek tudi tako, da bi vas pozvali, da v svojem imenu ali pa v imenu organizacij, iniciativ, gibanj, kolektivov podpišete izjavo solidarnosti za spoštovanje pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb. Zakaj smo zdaj v bistvu pripravili vso to predstavitev, da vidite, kaj smo vse že naredile, kaj se vse že dela, kako ta stvar dejansko stoji in kje smo se zataknile. Oziroma zataknile, kje bi rabile mogoče tudi vaš input, vaša znanja, vaše izkušnje s področji bojev za raznolike pravice različnih družbenih skupin. Jaz menim, da lahko vaši uvidi pripomorejo k temu, da se tudi na tem področju naredijo in začnejo delati koraki naprej. Zdaj, če bi samo si vzela trenutek in prebrala to izjavo, potem pa bom dala naokrog tole, kako se temu reče, tole tablico s podlago, to podlago, kjer je možno vpisati tudi potem vaše ime, priimek in pa mogoče tudi organizacijo oziroma kolektiv, skupino, iniciativo, lahko je neformalna, v imenu katere podpisujete to izjavo solidarnosti. Možno je pa potem tudi to izjavo podpisati na spletu prek aplikacije, ki je dostopna na spletni strani Transakcije. Bom potem kasneje tudi to pokazala. Ampak tako gre. Za razvoj sodobne, raznolike družbe je ključnega pomena, da se v tematike, ki jih naslavljamo, ko govorimo o človekovih pravicah, vključi vse pripadnice, pripadnike spolnih in seksualnih manjšin. Politike, zakone in prakse moramo preoblikovati tako, da bodo v njih naslovljene potrebe vseh, ne glede na spol, spolno identiteto, spolni izraz, spolno usmerjenost, druge osebne okoliščine in njihovo presečnost. V Sloveniji imamo feministične, ženske in ali LGBT plus iniciative, organizacije in gibanja z večletno tradicijo oranja ledine na področju urejanja socialnih, kulturnih in ekonomskih pravic žensk ter njihovih svoboščin. Izkušnje in znanja, pridobljena v vseh teh letih boja, so neprecenljiva tudi v boju za te iste pravice za transspolne in cisspolno nenormativne osebe. Solidarno deljenje izkušenj in znanja je zato ključno za enega od trenutno temeljnih bojev na področju pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, in sicer za pravno priznanje spola. Pravno priznanje spola je postopek spremembe imena in uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice, posameznika. Trenutno v Evropi v več kot 20 državah poteka proces reforme pravnega priznanja spola, a Slovenije ni med njimi.
Izražamo solidarnost s prizadevanji za spoštovanje pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, še posebej za ureditev pravnega priznanja spola v skladu s posameznikovo identifikacijo lastne spolne identitete in človekovimi pravicami, kot so telesna nedotakljivost, duševna celovitost in pravica do zdravja. To je zdaj vsebina te izjave. Verjamem, da je zelo splošna, v bistvu ne zavezuje vas, da morate karkoli konkretnega storiti, samo je zelo pomembna, se mi zdi za nas, ki smo v tem boju že nekaj časa, da vemo, da se lahko s kakšnimi vprašanji obrnemo tudi na vas in da vemo, da nas je več takih, ki si želimo, da bi bilo pravno priznanje spola urejeno v skladu s človekovimi pravicami. Zdaj lahko podpišete zdaj ali pa potem prek spletne strani. Sam trenutek. V redu je, mene ne moti, mislim, da bolj moti tebe. Da. Vse osebe, ki boste v svojem imenu ali pa v imenu iniciativ, kolektiv, organizacij, kakorkoli podpisale danes tukaj na roke to izjavo, bomo tudi mi vnesle potem na spletno stran, tako da bo vaš podpis viden tudi na spletni strani transakcije. Takole izgleda. Tukaj pa lahko potem dodate svoj podpis. Prosim? Ni projekcije. Aha, wow, sam jaz gledam. Ja, ni panike. Ja, super, ne kažem nekaj, kar se ne pokaže. Pa na polno, scroll down. V glavnem na spletni strani transakcije je celotna ta izjava, pa potem možnost, da se to napiše. A je zdaj vidno? Ne še. Aha, to je pa težava, ni problema. Itak bi jaz rada zdaj odprla prostor za vas, za deljenje vaših izkušenj. Najbrž ste vključeni v neke sorodne boje za zagotavljanje pravic določenih družbenih skupin, posameznikov, posameznic. Imate mogoče kakšne ideje, kako lahko te vaše izkušnje prevedemo tudi v boj za človekove pravice transspolnih oseb in cisspolno nenormativnih oseb? Kdorkoli med vami, kakršnakoli stvar je pomembna. Živijo. Mogoče edina stvar, ki ni bila izpostavljena, je to, da si osebe lahko ime spremenijo ne glede na potrdilo, ker je pač to urejeno z drugim zakonom. In meni se zdi to zelo dobra taktika, če oseba zmore, seveda finančno, da si spremeni ime, pač, ki si to zaželi, a ne? In ne glede na to, že ima potrdilo psihiatra, psihiatrine ali pa ne. Hvala lepa. Res bi bilo zelo fino slišati, no, saj lahko tudi delite samo izkušnjo različnih teh bojev, pa se lahko mi same potegnemo neko lekcijo ven, oziroma kdorkoli izmed vas, ki bi jo lahko potem vključile v ta boj. Ja, mislim, jaz nimam rešitev, bi pa mogoče, da odpremo to diskusijo, vprašal, kako so to drugje v evropskem prostoru uredili, ker očitno se na neke načine da in je pol vprašanje, kakšne so bile taktike, a je šlo preko pravnega sistema, a je bilo lobiranje, kaj se je zgodilo v drugih državah, da smo prišli do te točke, ko pač je to urejeno. Ja, sicer to je to v bistvu cela ena druga okrogla miza na to temo, ne. Ampak vse, kar smo se naučili v opazovanju teh procesov v tujini, je, da je zelo odvisno od lokalnih kontekstov. Recimo ena od držav, ki ima zelo v redu urejen zakon, je Irska. Pri njih je šlo recimo tako, da je lobiranje in hkrati strateška litigacija potekala 22 let. Tam je bila to transspolna ženska, dr. Lydia Foy, ki je pač rekla, ki je hotela 22 let nazaj, odkar se je to spremenilo, torej 2015, pač spremeniti svoje dokumente in bila zavrnjena in je pač 22 let vztrajala, recimo. Je pa
Irska bila zelo zanimiv primer, kjer je potem dejansko ta odločitev, da se je sprejel ta zakon, ki je na osnovi samoidentifikacije sovpadala časovno dejansko v roku nekaj mesecev z referendumom, ki so ga imeli za izenačitev zakonske zveze. In so tudi transspolni aktivisti iz Irske nam poročali, da je v bistvu ogromno ljudi čist na družbeni ravni mislilo, da se je pravno priznanje spola zdaj sprejelo zaradi tega, ker so se ravno predtem izvolile poroke. Kar pa v bistvu sta bila dva čist nasprotujoča si procesa oziroma nista imela kaj dosti skupnega. Potem recimo Malta je pa čist drug primer. Malta ima sicer najboljši zakon za transspolne in tudi interspolne osebe v Evropi, v bistvu v svetu. Pri Malti je pa šlo tako, da je bil pač cel postopek zelo top-down, torej da je bila zelo močna politična volja, pač imajo eno ministrico, ki je zelo cool in je dejansko rekla aktivistom, jaz slišim, da je področje transspolnosti in interspolnosti nasplošno ful problematično in da se nasplošno na tem ful premalo dela, kako lahko to uredimo. In lepo naključje je zahtevalo, da so ta glavni aktivisti iz Malte bile tudi večino nekaj oseb, ki so ali takrat ali pa predtem bili aktivni v ILGA Europe, kar je krovna LGBTQ organizacija v Evropi in so imeli pač ogromno izkušenj iz zagovorništva in iz urejanja zakonodajnih sprememb in so se pač sedli skupaj in potem spisali en krasen zakon, ki ga je ona lahko skozi spravila. Tako da to sta recimo teh 4 držav, ki so nekako ključne, sta to 2 primera, ne, in so zelo, zelo različni. TGU, tudi gost je bil tukaj pri nas na transmisiji 4, Richard, je pa pač skozi poudarjal, da v bistvu in to je v bistvu tudi bil njegovo to poudarjanje tega, je bil samo še ta dodaten push za organizacijo tega dogodka danes, je pa govoril, ful je pomembna in strateška litigacija in lobiranje itd., ampak kar se pa izkaže v čisto vseh državah, ker oni pa delajo z vsemi temi državami, torej temi 20 plus državami, kjer je postopek trenutno v reformi, je pa, da je odprt dialog z skupnostjo, z trans skupnostjo in z LGBT plus skupnostjo in nasplošno z pač ljudmi, ki smo danes tukaj, zato ker nikakor se ne bodo zakoni, mislim, ker je način, kako neka sprememba zakona vpliva na skupnost tako zelo različna, če se sprejema za zaprtimi vrati, ali pa če se samo tiho govori o nečem in nihče ne ve, ali pa če pač damo možnost, če si odpremo prostor diskusije, no. Tako da to je pa mislim, da tudi en ključen moment, ki je bil izpostavljen, ampak drugače pa ja, res ful različne izkušnje. Hvala za vprašanje, hvala Lin. Tamle je še eno. Zdravo, Jerneja iz Amnesty International. Pri nas to področje v bistvu spremljata kolegici Metka in Nataša, ki nista mogli priti, da sem jaz to v bistvu bolj, da izrazim podporo. Konkretno ne poznam toliko tega področja, ampak vseeno že 10 let delujem in izvajam kampanje za človekove pravice, tako da sem vmes pač kar razmišljala, kaj bi se dalo narediti. Pa imam morda par komentarjev. Ena stvar, ki bi jaz vedno najprej predlagala, je neka strateška litigacija. Po naših izkušnjah ugotavljamo, da to najprej prinese rezultate, ampak je zelo nevzpodbudno tole odločitev Evropskega sodišča, tisti del, tako da tu mislim, da pol ne moramo ravno pričakovati, da bi to šlo čez naše ustavno sodišče na koncu. Druga stvar, ki sem jo opazila, je, da v bistvu vse te izjave pa podporo ste dobili od poslancev Vatovca, Bratuškove, ki niste v koaliciji. Ponavadi oziroma v večini primerov to nikoli ni dovolj. Vedno je treba dobiti neko podporo nekoga iz koalicijskih strank. Tako da mogoče graditi na tem, mogoče kdo koga pozna, se najde nekoga, ki je pač nekako na tej strani odprt in pripravljen se za to zavzeti in na tem graditi. Ko opozicijski poslanci nekaj predlagajo, to včasih niti iz inata ne gre skozi, ne. Tako da vedno je to pač prava strategija. Če se le da, no, včasih se tudi ne da, ne, ker pač niso, ne želijo stvari podpreti. Kaj sem še mislila? Pa sem že pozabila.
Vsekakor za konec, no bi rekla, da se kar držite tega Gandijevega mota. Mi na tem področju človekovih pravic smo vedno ali pa večkrat frustrirani, ker ne vidimo takoj rezultatov, ne. Ampak vse se nekako kumulira čez čas in z malimi koraki na koncu in vodi do nekih sprememb. Čez zgodovino so pač vodile, tako da nekatere stvari na dolgi rok pa se bojo dosegle, če tudi zdaj mogoče ne zgleda, ne moramo biti čisto optimistični. Tile med ministrstvi ping-pongi se dogajajo na vseh področjih. Mi ga imamo ravnokar, ko skušamo rešiti ta enomesečno luknjo, potem ko dobijo pri nas begunci status mednarodne zaščite, pa ne dobijo nobene socialne pomoči, so čisto brez hrane, brez vsega. Enako med MNZ-jem, MDDSZ-jem, isti ping-pong, ne. Treba jih je dobiti za skupno mizo, da se končno čigavo je, kaj. Zdi se mi tudi dobra stvar, da je to, mislim, ne vem nujno, ampak za spremeniti, da gre za pravilnik, ne. To je dosti lažje spreminjati kot zakon. Ko imaš zakon, imaš potem celo razpravo, opozicijske stranke, koalicijske, pravilnik se da dosti lažje sprejeti. Ampak tudi tu posebej potem rabiš te koalicijske stranke, ne pa zunanjih, ne, tako kot Levica ali pa drugih. To je to zaenkrat, no. Najlepša hvala. Še ena roka. Jaz bi mogoče nadaljevala. Mislim, jaz sem Simona, drugače predsednica Društva Parada ponosa, ampak mogoče bi danes iz nekih drugih izkušenj kako zadevo rekla. Jaz sem malo več kot 10 let delala na mednarodni ravni, tudi v mednarodnih institucijah, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, med drugim tudi pri Svetu Evrope. Ena od stvari, ki je vedno nevladnim organizacijam dostopna, so shadow reporti vseh konvencijskih mehanizmov, ne? In pri teh temah, kljub temu, da ponavadi konvencijskih mehanizmi direktno ne naslavljajo, ne? Veliko mehanizmov tudi, ki jih ima Svet Evrope, se direktno ne dotaknejo, recimo področja sploh urejanja pravic transspolnih oseb, ampak vidi se, da določene države, ki imajo interes, to temo not uštulijo. Ne? Kar pomeni, da tudi ponavadi se ti shadow reporti tako delajo, da je civilna družba vprašana oziroma da so vzvodi, kako v te reporte dati not tudi svoje mnenje. In tam, kjer je ta civilna družba dovolj močna, potem not svoje teme uštuli. Ne? In zdaj, kaj zdaj to pomeni? Ne? Na kratki rok nič velik, ne? Ampak na dolgi rok se pa določene teme na tak način vedno znova pri obravnavi posamezne države zvenijo. A ne? In potem, ko to nekaj let na različnih konvencijskih mehanizmih recimo zveni, ne? Na nek način se ustvarja nek pritisk na mednarodni ravni lahko na to. Ne? Se pravi, če hočeš spadati v nek klub, ne, nekaterih potem na nek način moraš malo neke zadeve recimo porihtati. Ne. Tako da pač te zadeve so vidne, tudi kar se Slovenije tiče, pri določenih drugih temah bile zelo, ne. Tako da to je mogoče ena taka zadeva, druga stvar pa je moja izkušnja ena druga, je pa ta, da če hočemo, ali pa če se hoče pri političnih strankah, ne, če smo pri teh naših koalicijskih političnih strankah, kaj doseči, pri temah, ki so za njih bolj po njihovem notranjem prepričanju v škodo kot v dobro, je to zelo težko delati od zunaj, z perspektive civilne družbe, ampak je to treba nujno delati od znotraj. Jaz sem bila zelo aktivna in tudi v vodstvenih organih ene od teh koalicijskih strank 9 let in vem, da recimo pri tej dotični stranki so se teme, ki so bile delikatne, spuščale naprej zgolj in samo, če smo znotraj bili oziroma bile osebe, ki smo se za to borile. Ne? In ti boji so blazno krvavi in za te boje zunanja javnost nikoli ne ve. In se pravi, če nimaš not zaveznikov oziroma če nimaš not neke populacije, ki je pripravljena si to narediti za svoj mission, potem tudi ful težko dosežeš, da se potem vodstva v ključnih momentih, ko pridejo do tistega, ne vem, momenta sestavljanja koalicijske pogodbe ali česarkoli drugega, dejansko do te mere potem dol požrejo to, da to nekam utaknejo. Ne? Tako da se mi zdi, da to je še ena taka zadeva, ki pač, jaz ne vem, koliko se je pri nas na tem delalo. Moji politični časi so že dolgo tega mimo, ne? Ampak vem, da v tistih časih je to bila zelo ena specifična taka zadeva, da vem, da takrat recimo LGBT organizacije niso imele nobenega vpliva na to, kar se je o LGBT temah dogajalo znotraj stranke, na mednarodni ravni stranke, v odnosu do nacionalne politike. Ne,
Mislim, nišče od zunaj ni na to, da zares me vpliva. Ne. Samo to, koliko je bilo notranje inercije, toliko se je na tem naredilo. Ne. Toliko mogoče. Hvala lepa, Simona. Mogoče samo en dodaten komentar. Jaz mislim, da so ravno ta senčna poročila odlična priložnost, kako lahko tudi organizacije, ki niso nujno Zavod Transakcija ali pa Društvo Legebitra, podprejo ta boj za pravno priznanje spola, ne? Ker ko ti delaš na nekem področju, imaš se pravi, nudiš podporo skupnosti, potem imaš malo pravne podpore, potem organiziraš dogodke, se ukvarjaš z mediji, se odzivaš na grozovite dogodke, ki se dogajajo okrog tebe in ti potem zmanjka, se to najbrž veš, Simona, štrika, da bi se še s tem ukvarjal. Ampak se mi zdi pa, da je to ena super stvar, ki bi jo lahko izkoristili in se mi zdi, da organizacije, ki so tukaj, ki imate tudi veliko znanja z tega pravnega področja, spoznavanja mednarodnih konvencij, vseh teh mehanizmov, ki si jih omenila, Simona, da je mogoče tudi to pristop, ko lahko pristopite k tej pravnem priznanju spola, pa izkoristite vse znanje, ki ga ima recimo Zavod Transakcije na tem področju, pa se napiše neka taka zadeva, ne, lahko tudi. A si ti še nekaj hotel? Ali ne, sem mislila. Ja. Še kakšen komentar? Uvid? Bi sem dodala, sem na rovi mikrofona ECRI pride marca, veste. ECRI, European Commission on Racial Discrimination, to prvo to področje, ne? Tako da je to ful priložnost, da je še naredjen ta shadow report ali pa one pager. Ok, krasno, hvala lepa. Ok. Meni je zmanjkalo spodbudnih besed. Tako da bi jaz mogoče samo še Majo in Lim pogledala, če je še kaj takega, kar bi si želeli povedati. Ne? Oba zmajujete z glavo. V redu, potem bi se pa jaz zahvalila vsem, ki ste bili danes tukaj, ki ste sprejeli vse te informacije, ki ste nam dali nekaj svojih uvidov v to, kako nadaljevati na tem področju, ki ste ali pa mogoče še razmišljate o tem, da bi podpisali izjavo solidarnosti. Najlepša hvala. Še enkrat bi vas spomnila, da je tukaj za kamero miza z materiali, kjer dobite več informacij o vseh stvarih, o katerih smo danes govorile. Med drugim je še posebej bi rada izpostavila še enkrat priročnik za medije, ki je seveda namenjen medijem, ampak tam lahko veliko izveste tudi, če ne delate v medijih. Hvala lepa tudi Pritličju za gostovanje, hvala lepa za vso pomoč pri pripravi današnjega dogodka, hvala Leji za snemanje, tako da se vidimo kmalu spet na nekem podobnem dogodku. Hvala lepa.